Do zdaj sem razložil, kako vnašamo poročila za akcije na posameznih odsekih. To je temelj vsega skupaj, seveda. Ampak v realnem življenju seveda se redko zgodi, da gre markacist na teren se ukvarjati z enim samim odsekom. Spomnimo se, odseki so deli poti med posameznimi razcepi. In zelo redke so poti, ki imajo dejansko samo en odsek, da vmes ni nobenih razcepov. No, in da bi olajšali vnos poročil o akcijah, kjer je markacist šel po eni trasi od enega izhodišča čez več odsekov do enega cilja, imamo v PlanGIS-u urejen tako zvani paketni vnos, s katerim je omogočeno vnašanje naenkrat za več odsekov. Pa bom zdaj spet na enem primeru naredil en fiktivni prikaz. Recimo, da je naša Katarina opravila vzdrževalna dela od Medvod po tej trasi do tukaj gor do Jetrbenka. To so, mislim, 3 ali 4 odseki so. In dajmo probati narediti paketni vnos. Najprej vas moramo opozoriti, da morate v sloju, še to da povem. Načinov, kako naberemo te odseke skup je več. Eden je tudi tak, da gremo klele dol v seznam in jih začnemo recimo s tem, da tukaj kliknemo in potem klikamo imena tistih odsekov. To se meni zdi malo nerodno, ker se zelo redko točno vemo za imena odsekov in za njihove številke. Meni je bolj všeč, da grem na zemljevid in na zemljevidu si označim tiste odseke, na katerih sem opravil dela. In bom zato pokazal, kako se to naredi. Prvo, kar je na desnem meniju, moramo iti v ta zavihek sloji in zagotoviti, da bo tale sloj, planinski odseki, obarvan sivo. A vidite, takole, če kliknem na en sloj, se ta obarva sivo. In zdaj moram klikniti na planinski odsek, da se obarva sivo in s tem postane aktiven, kot se reče. No, v naslednjem koraku je tale gumbek pomemben. Odpre orodje za izbiro elementov na mapi. Da kliknemo in se odpre en tak majhen short info. In zdaj prav, da je aktivni sloj planinski odseki, kar je prav, in da ni noben odsek izbran. Tole pomeni, da ni noben izbran. Zdaj pa klele se postavim ob ta prvi odsek in kliknem in držim kliknjeno in potegnem in se naredi pravokotnik in moram zagotoviti, da bo v tem pravokotniku ta odsek, ki me zanima. Evo ga. En odsek je izbran, tale svetlo moder, in to sem hotel doseči. Zdaj pa gremo naprej. Jaz bi rad pa več odsekov. Za ta primer moram pa držati gumb Shift in ponovno pri naslednjem odseku kliknem, držim kliknjeno in narišem pravokotnik čez drugi odsek. Drugi odsek. In tako dalje. Držim Shift, kliknem tukaj, potegnem, naredim pravokotnik in sem že tam pod Jetrbenkom. Ne, nisem še vmes, še en odsek. Tukaj še en odsek. Takole. Zdaj imamo že 4. Zdaj pa, ker je klele tako nerodno za pogledati, moram pa tole začasno zapreti, nič ne bom zgubil, ostanejo tisti 4 zbrani, še malo približam, takole, tako da bolje vidim, še tale odsek bom označil. Zdaj pa spet aktiviram tole, pa Shift, ne pozabiti Shift, ker če ne pritisnete Shifta, zgubite vse 4. In tale pravokotnik, evo ga. Po teh 5 odsekih je naša Katarina opravila vzdrževalno delo in zdaj imam označene. Kaj pa zdaj? Zdaj je pa pomemben tale gumbek tukaj. Sicer tale razlaga je taka, da jo še jaz, ko mi razumem, filtrirajo atributno drevo. Skratka, to pomeni, da če tukaj kliknem, se mi bo teh 5 odsekov tukaj od spod napisali. Zdaj tega ne rabim več, lahko zaprem. Tole bom povečal, takole. In imam teh 5 odsekov tukaj napisanih. In zdaj grem pripravljati poročilo o vzdrževalni akciji. Kliknem. Teh 5 jih imam, se mi odprejo okenčka, jih poklikam vse po vrst, takole, in je zdaj teh 5 pripravljenih za paketni vnos. Rečem dodaj, evo ga,
in se začenja paketni vnos za teh 5 odsekov. Recimo, da je to delala danes, v enem dnevu, število dejanskih dni en dan, število izvajalcev kle še ni nič, vrsta dela bomo rekli, da je bila, ne vem, dajmo nekaj čisto enostavnega, markacije, obnova markacij, pa nič drugega. Ne bom drugega izpolnjeval, sam napisal bom, da je bila to Katarina, naša glavna zvezda v teh predavanjih in je bila vodja akcije, pa dajmo izpod partnerja, spet edini, ki ga dobro poznam, je Rovan, da bo ta dva, da bo, ne, Rovan pa ne, Rovan, evo ga, vloga sodelujoči in Katarini bomo dali, da je delala 3 ure, Rovan pa tudi 3 ure in nič drugega ne bom, ko itak lahko dodam še material, ostale izvajalce, vse živo, ampak zdaj ne bom, zato ker vam zdaj sem kažem, kako to zgleda. Rečem, yes, nobene, ste prepričani? Ja, zdaj pa tako, kadar delamo takole na multi vnosih, nas sistem vedno vpraša, a si res prepričan. Kajti, če delaš na veliko odsekih, lahko tudi veliko škodo narediš, če ga kaj polomiš. No, v tem primeru se ni zabiti. Tako da se smo prepričani. V redu. Zapisi so bili uspešno posodobljeni. V redu. Kar pomeni, da se je pri vsakem od teh odsekov zdaj pojavilo vzdrževalno delo, klele ga lahko vidimo, 28.10. poročilo o akciji je to, kar smo prej pisali. Število izvajalcev 2, skupaj ur dela 2, zakaj pa 2? To pa nekaj ni prav. Številsko dejanski ni 1. In tle pa tisto, ne mislim, za enkrat že omenil, ali bom zdaj le prvič, kadar imamo parketni vnos, se skupne ure izvajalcev razdelijo po dolžini odsekov, zato pride take čudne ure, 1,24. In ostalega itak ni, to lahko sprintam takole, da vidimo, kaj bo izprintal, se še jaz ne vem točno, kaj pride, ja točno to pride, kar tam piše. Takole, evo, to je to. Gremo sem. Imamo pa tukaj tudi link na skupni, ne, tukaj je opozorilo, da je to del paketnega vnosa in s tem lahko kliknemo in pridemo na celotni paketni vnos, tisto, kar smo skupaj vnašali, ne. Tle pa je število ur dela je 6, tako da to je prav. In s tem zdaj lahko pokažem še za druge odseke, ne. Vsak odsek ima zdaj dodano vzdrževalno delo, 28.10. je to, kar smo prejle vnesli in tle zgleda, da tele ure so nekako zaokrožene, tole integer številka, mogli bi biti pa del, ker se te ure se delijo po dolžinah odsekov. Tako, mislim, da to je to o paketnih vnosih. S tem lahko mislim, da boste praviloma s tem vnašali, kadar greste v akcijo, greste v akcijo čez nekaj odsekov in takrat boste takole vnašali podatke o teh vzdrževalnih akcijah. Toliko o tem.